Pozdravljeni na našem popoldanskem druženju. Eden izmed pogovorov, ki se seveda dotikajo moje doktorske teme. In v sklopu te raziskovalne naloge se bomo tudi ukvarjala obširno z novodobno formulacijo in pa razumevanjem psihopatologije. In mislim, da v tem je vsekakor pomembno zasledovati neke predominantne diskurze, ki se pojavljajo v družbi in predvsem kakšen efekt imajo ti diskurzi na samo formacijo. V sklopu tega me bo pa bolj zanimalo ustvarjanje družbene vezi, torej tega, kar nas kot posameznike povezuje v nekem družbenem prostoru, in potem na podlagi teh diskurzov ugotoviti, kateri so tisti elementi, ki pa občutno vplivajo na bolj korenitne spremembe v teh samih vezeh, ki se pač ustvarjajo in soustvarjajo sodobni družbeni prostor. Torej v današnjem pogovoru se bomo pa bolj konkretno dotaknili teme narcizma. Narcizma kot eno izmed bolj prepoznavnih in vsekakor prisotnih pojavov v sodobni družbi. In predvsem, kaj me zanima, je nek prehod tega znanja ali neke vednosti iz mogoče bolj znanstvenih, tradicionalnih prostorov, zaprtih krogov, kjer pač recimo se neka teorija oblikuje, in prodor v splošno neko javno diskurzivnost. In verjetno je malo ved ali malo teorij danes, ki so do takšne mere zaznamovale ta naš družbeni diskurs, kot pa prav narcizem, kot pojem. In če zastavim vprašanje, kaj sploh je narcizem, verjetno vsi do neke mere poznamo ta mit o Narcisu, Bogu, ki se zaljubi v svoj odsev in zaljubi v odsev lastne podobe v bazenu z vodo. Danes pa tudi poznamo narcizem, narcistično osebnostno motnjo ali neke narcisoidne tendence, kot neke opise osebe, za katero je značilna predvsem sebičnost, nečimrnost, ponos ali egoizem. In lahko menimo, da že mitološki ali biblični teksti so svarili in grozili z nekimi sankcijami proti nečimrnosti ter seveda nevarnosti izbere ljubezni do sebe nad neko ljubeznijo do drugih ali pa celo do družbe kot neke celote. Torej, ideja narcizma, kot vidimo, na nek način ima zelo dolgo zgodovino. Genealogijo lahko že začnemo zasledovati v grški mitologiji, kot rečeno, z mitom o Narcisu, in kljub temu, da pojem sam, narcizem, je relativno sodoben koncept, formiral se je šele v začetku 19. stoletja kot tak, in takrat je recimo Lord Byron napisal: ljubezen do sebe se zmeraj priplazi na plano kot kača in piči, karkoli se ji približa. Kot neka približek tega, kaj naj bi pomenila ta ljubezen do sebe. Torej, medtem ko pa po drugi polovici 19. stoletja se pojavi še en termin, egoizem, ki pa izraža neke tendence absorbiranosti samim seboj, vsekakor, ki je deloval kot nek sinonim narcizmu mogoče. In pol dejanski zasuk, mogoče neka bolj jasna definicija narcizma, se pa pojavi šele na koncu stoletja, torej na koncu 19. stoletja, z enim znanstvenim člankom angleškega seksologa Havelocka Ellisa, to je bilo leto 1927, ko je neka dejanska psihološka deskripcija bila pač artikulirana, čeprav Ellis se zaveda, tudi priznava, da si to zaslugo deli še z enim avtorjem, in sicer psihiatrom Pavlom Neke, ki je narcizem opisal že leta 1899, ko je vpeljal in povezoval pojem narcizizmus z seksualno perverzijo. Torej, ta dva so nekako bila vedno povezana kot neka formacija.
Torej, ja, čeprav Ellis je bil prvi, ki je pisal na to temo, v tem kontekstu je Nake dodal tisti izem, torej, da je pač nekaj več kot samo nek pridevnik, recimo. Sedaj je dobil neko polno ideološko ime, neko patološko identiteto. Torej, v teh zgodnjih časih, ko se je sama psihiatrija šele razvijala, kot veda, ter potem v času Freuda, ki je seveda inauguriral psihoanalizo kot vedo zase, vedo, ki sicer tudi po Freudu naj bi mejila na psihiatrijo in medicino kot vedo, je bila seveda ta psihopatologija kot neka deviacija, kot neka nenormalna psihološko delovanje, skoraj striktno povezana z nekimi anomalijami in perverzijami na področju seksualnosti. Torej, kvalitativni preskok pa se je zgodil potem leta 1911, ko je Otto Rank, torej ta tesen sodelavec in sogovornik Freuda, objavil prvo monografijo, ki pa je obravnavala narcizem v povezavi z ljubeznijo, torej z ljubeznijo do sebe v tem primeru in pa iz striktno psihoanalitske perspektive, ki se seveda pač bolj razlikuje od medicinske. In v tem tekstu je bil en primer, ki ga je izpostavil, zadeva neko žensko, ki doseže stopnjo ljubezni do sebe samo takrat in izključno, ko se identificira z ljubeznijo nekoga drugega, torej v tem primeru njenega nekega snubca. Torej, zdaj, ko je on deklariral ljubezen do nje, lahko tudi ona prepozna to ljubezen do same sebe. Ampak torej, nekako lahko zasledujemo te vpeljave narcizma v psihično ali psihološko dimenzijo, ki so pa bile predvsem na ravni nekega opisa, nekih karakteristik ali pa predispozicij določenih oseb ali pa skupin, ki pa so potem bile identificirane kot narcisistične, narcisoidne. Potem pride Freud, torej teorija o narcizmu dobi še bolj nek radikalen kvalitativni zasuk prav leta 1914 z Freudovim seminalnim delom o narcizmu. In ta relativno kratek tekst, konec koncev, vpelje neko čisto novo idejo. In ta ideja bo pač potem zaznamovala razumevanje narcizma skoraj vse do danes. Še vedno uporabljamo to idejo, pa ta način formiranja teorije, kot jo je vpeljal Freud, ki pa je bil prvi, ki je zavrnil tezo narcizma kot striktno nek problem avtoerotizma, artikuliral je povezavo psihopatologije kot problem predvsem na področju razvoja sebstva, torej odnosa osebe same do sebe. Torej, kako oseba dojema sebe, kako dojema druge in vsekakor pa, kar je pomembno, onkraj striktno neke seksualnosti kot področja, na katerem se formira psihopatologija. Torej, Freud je trdil, da v takšnih primerih, kot je narcizem, recimo pride do umika libida. Zdaj, tukaj moramo tudi dati eno fusnoto, da v bistvu Freud še zmeraj razume libido kot striktno seksualna energija, ni to splošna energija, kot jo je mogoče formuliral kasneje Jung, in zaradi česa sta se pač pol do konca sprla. Ampak ja, torej, v bistvu, zakaj gre pri narcizmu, umik libida, torej te seksualne energije iz eksternega sveta, ter usmeritev tega libida le v lasten ego, kar pa povzroči tendence, katerim lahko rečemo narcizem. Torej, razlika osnovna je v tem med ljubeznijo do sebe in ljubeznijo do drugega. In v tem tekstu Freud naredi distinkcijo tudi med še dvema pojmoma, in to je ego libido, ki razumemo kot libido usmerjen v ta lasten ego, in objekt libido, ki je pa libido, ki je usmerjen proti nekem objektu ljubezni, ki pa leži zunaj samega subjekta. In poleg te distinkcije ego, libido in objekt libido pa vzpostavi tudi koncept primarnega narcizma.
ki je pač ena od prvih normalnih, zdravih, razvojnih faz človeka, ter neke vrste mediacija med tem avtoerotizmom oziroma ljubeznijo do sebe ter objektu ljubezni, torej drugemu, ki leži onkraj. In mogoče vprašanje se zastavi, kje točno potem pa nastopi patologija, če je to vse pač na nek način normalno in naravno. Patologija nastopi prav v tem prehodu, kjer naj bi subjekt del te ljubezni pač začel usmerjati na zunaj, na zunanji smet, in ga pač usmerja v ego. To je nekako opazil pri konzultacijah z svojimi skizofrenimi pacienti, torej, da pač niso imeli te možnosti vzpostavljanja neke direktne libidinalne veze z zunanjim svetom, in na podlagi tega ugotovil, da v primeru tega pa govorimo o sekundarnem narcizmu, ki pa potem reče, da je sekundarni narcizem prav tako nek zdrav razvoj vsakega posameznika, prav na podlagi tega, ker ni nobena nova kreacija psihološkega stanja, ampak je le konsolidacija neke dinamike, nekega prvotnega stanja, torej primarnega narcizma. In spet, torej, kje nastane pa potem patologija? Patologija se konsolidira v ključnih prehodih iz tega primarnega ali sekundarnega narcizma, ki v primeru narcizma potem patološkega seveda niso uspešni, torej ko mi ne moremo preiti iz ali prvotne ali sekundarne faze v neko normalno onkraj narcisoidno fazo. Torej, da se lahko malo bolje predstavljamo te dve kategoriji, lahko damo primer teh dveh ekstremnih pozicij. Na eni strani recimo, ko imamo govora o objekt libidu, torej ko mi izpoljimo ljubezen, se kaže prav v momentih neke absolutne zaljubljenosti, ko je naš svet preplavljen recimo z prisotnostjo nekoga drugega, ne obstaja nič drugega kot ta drugi. In na drugi strani imamo pa ta ego libido, ki se v najbolj neki ekstremni formi kaže prav v tej paranoični fantaziji, kjer neko primarno vlogo in pomembnost ima prav naš ego, ki je pa v konstantni nevarnosti pred izničenjem. In da mogoče malo povzamemo in zaključimo to prvotno misel, kaj torej povzroča narcizem v osebi. In zdi se, da je ta točka prav ta odsotnost ljubezni. Torej ta ljubezen, ki ne more biti avtogenerirana, ne more izhajati iznotraj, strani ega, mora prihajati nekako od zunaj. Torej, ko se objekt ljubezni umakne, recimo mati v tej fazi, kritični fazi, ter ne nastopi nek drug objekt, ki bi zamenjal prvotni objekt, se subjekt, torej oseba, lahko zateče v neke stare mehanizme, recimo mehanizme ego libida in samo ljubezni, torej samo gratifikacije. Torej, do neke mere bi lahko zaključili in rekli, da je narcisizem patologija ljubezni oziroma pač pomanjkanja le-te. Torej, sedaj, ko smo se mogoče do neke mere seznanili z začetki te teorije narcizma in kako je pač Freud mogoče zastavil ta proces, kako to vidimo v neki formaciji osebnosti, pa še vedno se mi zdi, da ostaja to vprašanje, kaj pa sploh je ta narcizem. Sploh iz perspektive, da Freud in ostali, ki sem jih mogoče na hitro omenila v tem uvodu, so samo peščica teoretikov, ki so razmišljali na to temo. Obstajajo še seveda mnogo kateri pogledi, teorije in pristopi k narcizmu, ki narcizem koncipirajo malo drugače, in mogoče je vredno tudi poudariti, da so le te samo teorije, torej so zgodbe, mogoče s katerimi si razlagamo neko realnost, nobena pa sama po sebi ni inherentno prava,
nobena ne vsebuje neke resnice kot take. In mogoče v tem smislu se mi zdi pomembno tudi omeniti kulturni aspekt, ne. Torej, narcizem je izrazito zahodni koncept s svojimi zgodovinskimi nekimi partikularnostmi in ne moremo govoriti o nekem univerzalnem pojavu, neki univerzalni teoriji. Je torej koncept, ki govori o specifičnem procesu identifikacije, ki pa je specifično zahodni, ne. In prav tako zahodna družba, ne, s katero se mogoče lahko poistovetimo, je tista, ki se identificira na drugi strani z neko medicinsko perspektivo. Torej, v nekem družbenem okvirju na zahodu je medicina še vedno dojemana kot neka bolj legitimna opcija, bolj recimo kot neke družboslovne ali pa humanistične perspektive, ne. Zdravnik recimo ti lahko formulira neko diagnozo, lahko predpiše zdravila, če je to potrebno, in v tem smislu je v medicinski, torej psihiatrični teoriji narcizem definiran kot narcistična osebnostna motnja. Torej oseba s to diagnozo spada v to neko določeno skupino motnje osebnosti. Medtem ko na drugi strani, mogoče malo drugače, pa psihoanalitična teorija gleda na ta fenomen malo drugače, predvsem razmišlja o neki subjektivni dimenziji, o neki singularnosti tega singularnega doživetja. Torej, manifestacije, tendence, ki so lahko tudi narcistične. Kaj psihoanalizo v tem zanima, je prav ta nek specifični izraz te določene formacije, ne toliko patološka formacija kot taka. Torej, ne zanimajo, kaj je ta definicija, ampak na kakšen način ta subjekt za to definicijo doživlja ta svoj simptom ali patologijo, kakorkoli. In mogoče so te določene teorije, od medicinskih do psihoanalitskih do drugih psiholoških, kakorkoli teorij enotne vsaj na tej točki, in to je pa, da narcizem kot tak ni ozdravljiv, da to ni nek pojav, ki se ga da odpraviti. Sicer to je še ena debata, s katero bi si morali vzeti malo več časa, tako da mogoče ne bi se toliko ustavljala na tej točki sedaj, ampak se odmaknila v čisto drugo polje in sicer malo stran od tega specifičnega in specializiranega konteksta v bolj širši družbeni prostor, ter te neke fenomene, ki se pojavljajo v družbenem vsakdanjem diskursu. In se mi zdi, da lahko zaznamo nek paradoks prav na področju teh raznih proliferacij, vednosti in diskurzov o narcizmu nasploh in kakšne povezave ima to vse z procesom identifikacije, torej na kak način poteka ta identifikacija skozi nek družben diskurs. Ja, torej, kot smo že mogoče rekli, danes obstaja neka splošna vednost in mogoče tudi višje zavedanje o pojavu narcizma na širši ravni. Mislim, da vsak lahko pove vsaj nekaj o temi narcizma. Mogoče tudi kakšen primer iz lastnih izkušenj in skozi te razne popularne literature, ki so praktično prisotne na vsakem koncu, ne vem, raznih teh revij do blogov o duševnem zdravju in tako dalje, se mi zdi, da je kar naprej prisoten tudi ta označevalec. Ja, opazimo naslove različnih člankov na blogih, kot kako prepoznati narcisa, kako se emotivno ločiti od narcisističnega partnerja ali kako se nasploh izogibati takšnim ljudem, recimo, ne. In zelo pogosto takšna popularna literatura vsebuje še nekaj, razen teh raznih opisov, je nek seznam nekih raznih vedenj in karakternih oznak, ki naj bi jih osebe z takšno oznako kot narcisem imele, ne. Torej, to delanje seznamov se mi zdi problematično na več nivojih. Najprej to, da
so ti seznami seveda generični ponavadi in opisujejo neka nezaželena vedenja, ki so nasploh pač nezaželena in so pa tudi vsekakor človeška, ne. Mislim, da ni osebe, ki se v določenem trenutku ne bi vsaj momentalno identificirala s temi določenimi aspekti in kategorizacijami. To pa je predvsem zato, ker je neka emotivna dimenzija zelo dvoumna, je zelo kompleksna, ne da se na nek način ločiti med zdravo in patološko čustvenostjo ali pa čustvenim stanjem, ne da se jih tako lepo jasno kategorizirati, dati v določene predalčke. Predvsem pa tudi to, da smo ugotovili, da vsak človek mora na nek način iti skozi to fazo narcizma, ne, tako ali drugače, in kar pa seveda pomeni, da narcizem je strukturni del osebnosti. In ja, tukaj se zgodi ena paradoksalna situacija, torej, ki se ustvari skozi ta družbeni diskurz, ki je prežet z vsemi temi koncepti psihološkimi teme narcizma, pa tudi širše. In ta paradoks je prav v tem, da po eni strani najdemo neko skupino ljudi, ki jih označimo kot narcisi in na to skupino potem pač lahko projeciramo mogoče neke nezaželene aspekte svoje lastne identitete ali pa osebnosti, a ne. Po drugi strani pa prav ta isti diskurz in ta proces ustvarja nek občutek krivde, prav tako iz teh istih razlogov. Torej, z drugimi besedami, takrat, ko govorimo o nekem patološkem drugem, govorimo tudi o sebi, a ne. In to je prav prvi zakon identifikacije, namreč to, da identifikacija kot proces vedno poteka skozi drugega, preko nekega drugega. Ne moremo obstajati v svoji neki subjektivni izkušnji brez drugega, ki jo pač tudi konstituira, ne. Torej, v družbi, kjer je drugi kot nek koncept drugega, je percepiran kot neka grožnja, kot mogoče neka ovira lastni sreči ali pa uspehu, lastni dobrobiti. V družbi, ki je strukturirana na način, da individuumu onemogoča mogoče neko normalno funkcioniranje, brez da ne razvije vsaj do neke mere te določene tendence, ki se pa lahko tudi imenujejo narcistične, ne. In v takšnem prostoru se razvije še ena dinamika, in sicer to neke vrste uživanja v tej krivdi, ki jo ves ta diskurs tudi povzroča. Kaj povzroča krivdo, je prav ta vednost, da v določeni meri se lahko vsak identificira s pozicijo narcisa. In v družbi, kjer so manifestacije megalomanije povzdignjene v neko osebno vrlino, kjer je kult osebnosti, fetišizacija denarja ali pa recimo ta diskurs nekega trdega dela preko vseh meja, ne glede na posledice, ki bi to lahko imelo, je neka najvišja moralna vrednota. In kaj je to? Prav ta imaginarij narcisa, ki je vzdignjen v nek ideal, ki to vse lahko pooseblja. Torej, neko uživanje v branju te literature, ki je pač posvečena duševnem zdravju ali pa nekim podobnim ideološkim strukturam, kot moment, ko sam sebe prepoznaš, se najdeš, se identificiraš kot pomembnim, kot vrednim, prav iz tega članka, ki je bil napisan. Torej, članek govori o neki osebi, ki pa vsekakor se zdi zelo atraktivna, zanimiva, ima vse te elemente, ki jih pač potihem vsi želimo, ne. Torej, ideološko prej ali slej se vedno vrneš k sebi, prideš nekako do sebe skozi ta proces, ne. In ta logika je strukturno vgrajena v družbeno vest kot tako, skozi to se prepoznamo drug drugega in sami sebe, ne. Torej, ideologija trenutno danes nagovarja zavzemanje neke določene pozicije, predvsem kot opažamo označevalca narcizem, tako ali pa drugače, skozi to pa implicira, interpelira v družbeno vez, v to družbeno vez, ki pa sloni na alienaciji, a ne, torej na odtujitvi. In
ker ta pozicija narcisa je na nek način družbeno prepoznana, je jasno identificirana, implicitno pa tudi spodbujana, ponuja nek idealen kontekst, v katerem se ego še bolj konsolidira, se še bolj ojača. Seveda, tukaj je zdaj treba še eno fusnoto dodati, kaj v bistvu ego pomeni za različne neke psihološke, psihoanalitske teorije. Imamo egopsihologijo, imamo pa tudi tiste, ki zagovarjajo nek drug pristop, kjer ego ni viden kot neka agencija, v katero bi ti moral pač vlagati, katero bi moral konsolidirati. Torej, ta narativa narcisa potem takem je nič drugega, kot če samo en opomnik, kaj pomeni biti pomemben, kaj pomeni biti poseben. In prav tako pa ta popularna literatura o narcizmu služi kot neke vrste priročnika. Ima neka subtilna sporočila, kako naj bi mogoče videli sebe, kako naj bi videli druge. Vedno nekako daje neko naracijo tega družbenega konsenza, čeprav ga ni, ampak se zdi, kot da pač nastopa v tej točki določanja neke tvoje pozicije in videnja sebe in drugih. Torej, nagovarja prav to fantazijo ega, ki ima neko centralno vlogo v drami, ki pa se imenuje moje življenje, torej vse, kar se odvija okrog mene in konstituira mojo to centralno vlogo, torej, kjer so drugi samo neke spremne vloge, neki konstrukti, skozi katere se ego lahko formalizira. In v takšni zgodbi je seveda edini cilj samo gratifikacija in to za vsako ceno. In to sublimno sporočilo takšnih in drugačnih priročnikov bi se lahko glasilo nekako tako. Torej, ostani pasiven, ne razmišljaj preveč, tukaj so navodila, so po korakih, sledi jim za doseganje boljšega življenja in na kratko uživaj v svojem simptomu. In druga plat te neke predpisane inercije, ki te različne literature nekako sporočajo, torej te patološke plati, pa je prav ta hrbtna stran, torej neka drug diskurs, ki pa je ta literatura neke, recimo, i pozitivne psihologije ali pa vse te narative osebne rasti, ki pa odlično dopolnjuje prav ta drug diskurs, ki je pa diskurs patologije. Zdaj, da si to lahko malo bolje razlagamo, mogoče vpeljemo še ta termin, ki ga je Freud zamislil, ko je govoril o ego-idealu, torej o tej neki povezavi osebe za svojo neko narcistično sliko, ki si je pač oseba kot otrok ustvari o sebi, kjer je identifikacija z tem egom popolna, je idealna, je nepremagljiva, takrat smo najboljši, katera pa v določenem trenutku potem doživi neko srečanje z nadjazo, z nekim superegom in se naravna po nekem drugem principu, in to je pa princip realnosti in ne več ta prejšnji princip, ki je bil princip ugodja predvsem. Torej, pozitivna psihologija in te teorije osebne rasti funkcionirajo natanko po principu in logiki tega ideala. Nagovarjajo ravno ta del ega, ki je bil silovito konfrontiran s strani superega in z drugimi besedami tisti del, ki je bil pač kastriran. Neoliberalna ideologija nagovarja posameznika, seveda po eni strani kot neko patološko formacijo, kot nekoga, ki ima totalne probleme, seveda ne rečem, da jih nimamo, ampak se gre pa tudi za neke vrste ideologijo, ki de facto postavi to neko situacijo patološke dimenzije, in po drugi strani pa si tudi nek neizkoriščen potencial, ki se skriva nekje globoko v fantaziji tega ego-ideala in seveda z drugimi besedami, torej te narcistične plati. In v družbi se pojavlja struktura teh dveh plati, ki se med sebojno dopolnjujeta in ohranjata to neko kulturno hegemonijo, ki pa ustvarja družbeno vez na podlagi odtujitve. Zakaj?
zato ker osebnostna motnja kot taka je lahko kaj? Lahko je dejansko ta neka diagnoza, lahko je neka pač tendenca, neko osebno mnenje, neka izkušnja. Kaj je torej narcizem kot taka, ne? In jaz bi rekla, da je to zelo odvisno in obenem mislim, da je mogoče vse od naštetega, ne. Pred kratkim, mogoče to neka zanimiv nek dogodek, pred kratkim se je odvila zagreta debata na samem vrhu med svetovnimi avtoritetami na področju definiranja teh patologij, torej APA, Ameriška psihiatrična asociacija, torej ta ista, ki proizvaja prvi in edini priročnik, nosološki pregled vseh teh psihopatologij, torej DSM, ne vem, kako naj to prevedem, Diagnostic Statistical Manual. In v tej debati je šlo ravno za problem narcistične osebnostne motnje in sicer, da bi jo bilo treba izključiti iz kriterija, iz diagnostičnega sistema. In marsikdo je mislil, da bi to bilo treba narediti prav na podlagi te težavnosti v procesu postavitve same diagnoze. Torej, dokazi in kriteriji so zelo nezanesljivi, empirično, praktično nedokazljivi, kot tudi marsikateri drugi, ko se pogovarjamo o problematiki duševnega zdravja, ampak epilog te debate je bila prav izključitev narcizma iz kategorije osebnostne motnje ter možnost diagnoze samo nekih lastnosti, narcisoidne osebnostne lastnosti. In mogoče bi morali omeniti tudi to, da je isti ta konzorcij APA v klasifikacijo psihopatologije dolga leta uvrščal homoseksualnost kot duševno bolezen in je umaknil to klasifikacijo le šele leta 1987, takrat, ko so pač prihajali mnogokateri pritiski s strani LGBTQ skupnosti. Torej nekako ta proces umikanja klasifikacije duševne motnje ali osebnostne motnje je zanimiva, predvsem še iz enega aspekta, in sicer kako je v primeru narcizma, to sovpadalo s to proliferacijo, s popularizacijo pojma narcizem v nekem širšem javnem prostoru. Torej, pojav neakademskih publikacij in kako narcizem postaja priljubljena debata v vseh možnih družbenih krogih, predvsem pa je prodrla v ta nek laični diskurz, kar je mogoče nekoliko atipično, ampak zdi se pa, da imajo danes seveda vsi mnenje, neko vedenje o narcizmu. In ko to umestimo še v en kontekst, kar je pa širši neoliberalno kapitalistično ideologijo, tudi ki ima svoje lastne diskurze, seveda tiste, ki promovirajo individualizem, neko osebnostno rast in vsesplošno to kulturo rasti, da je treba rast. Dobimo nek bizaren miks faktorjev in vplivov razno raznih, ki pa pod neko črto definirajo narcistično osebo kot nek idealen tip osebnosti. In danes slišimo termin mogoče toksična pozitivnost, slišimo na temo etika dela, samoizboljševanje in tako dalje. Razni diskurzi o ljubezni do sebe, vse to pa lahko damo pod en skupni imenovalec, priročnik za ustvarjanje nekega subjekta brez vsebine, nekega individuma izpraznjenega in v iskanju neke eksterne gratifikacije, neke eksterne validacije, torej z eno besedo kapitalističnega subjekta. Torej subjekt, ki ne misli in se ne ozira na nič pred lastno srečo, pred lastnim uspehom, ki vidi drugega le kot pripomoček za doseganje neke osebne ambicije, ki interpretira življenje po vodilih neke mainstream kulture, ki pa ima tudi svoja merila in pomen, kaj pomeni sploh uspešno življenje. In če danes ta veliki drugi kot APA ne definira narcizma kot patologijo osebnosti,
če sistem zagovarja na drugi strani in ustvarja vedno večjo odtujitev in če splošni diskurzi promovirajo narcistične črte kot neko manifestacijo uspeha in ideala, potem lahko se vprašamo, v kolikšni meri lahko še sploh govorimo o narcizmu. In kot določena kategorija, ki je mogoče bila marginalna, ki je bila neke mere problematična, postane prevalentna, legitimizirana, torej nepatološka ali nič več neka anomalija, ne govorimo več o abnormalnosti, ampak o neke vrste normalizaciji. In že nekaj časa poteka ta proces neke dezintegracije družbenega zakona, torej neke simbolne identifikacije, včasih smo temu zakonu rekli tudi patriarhat, torej manjko neke jasne definirane avtoritete in vsesplošni razpad teh nenapisanih pravil, ki so včasih pa bila dejansko poglavitna struktura vsake družbe. Torej vse to je samo ena plat trenutne situacije. Drugi aspekt te slike pa je ta kapitalistični način življenja, kjer je pa proces identifikacije mediiran skozi kategorije nekega simbolnega registra, ki se že v svoji osnovi odtujene. Torej ta simbolna struktura, skozi katero gremo v procesu identifikacije, je že sama po sebi odtujitev. Torej nekako bizarno pridemo do podvojitve odtujitve kot take. Če je prej odtujitev bila samo na neki strukturni ravni subjekta, torej to pomeni pač, da imamo neko minimalno distanco do samega sebe, ko razmišljamo o sebi, je danes odtujitev podvojena, torej osnovna odtujitev plus še dodatna družbena odtujitev, kar pa ima posledice potem na celotno družbeno strukturo in seveda mogoče za konec se postavi še vprašanje razvoja posameznika v takem kontekstu, ter v katero smer gre družba kot taka. Torej, tukaj bom danes zaključila in hvala lepa.